Dober dan in dobrodošli. Raziskave kažejo, da ima približno 15% odraslih izrazit strah pred zobozdravnikom. Nekateri zaradi njega odlašajo mesece, drugi leta, pogosto vse do trenutka, ko bolečina postane prehuda. A sodobno zobozdravstvo se je v zadnjih letih močno spremenilo. Danes so posegi bolj nežni, bolj prilagojeni pacientu in predvsem manj boleči. Z zobozdravnico Mirjam Kovačič se bova pogovarjali o tem, od kod izvira strah pred zobozdravnikom, kako ga lahko omilimo, zakaj je pomembno, da pacienti o njem govorijo in zakaj ustna higiena veliko več kot samo umivanje zob. Dober dan, dobrodošli. Dober dan, hvala za povabilo. Z veseljem. Je tudi po vaših izkušnjah strah pred zobozdravnikom pogost? Kdo se boji zobozdravnika? Še kdo? Ja. Ok, še kdo? Ok, smo že trije. No, da vam povem eno osebno zgodbo. Bila sem naročena za obe spodnji osmici za spult in ko pridem k kirurgu, poznala sem prostor, njegovo ordinacijo in mi da na eni strani injekcijo. In ta injekcija meni ni nič prijela. Kirurg pravi, a začneva, a poskusva? Sem rekla, dajva. In on mi spuli zob in mene ni nič bolelo. In potem je rekel, greva še na drugo stran. Sem rekla, pa dajva. Še ni do konca dal anestezijo. Je že prijela injekcija, tako da kar pol obraza nisem čutila. No in sva opravila vse skupaj in jaz pridem v avto, meni je prijela še ta prva stran. Tako da o tem, koliko je strahu, bom težko rekla, ampak mislim, da čisto vsi imamo kakšen strah, če ne drugega, vas vprašam, ko pridete na kontrolo, ali si oddahnete, če reče zdravnik, spet pridite na kontrolo. Razumem, ja. Ja. Mislim, jaz si oddahnem, ker to pomeni, da ne bo nič hudega, da torej pridem samo znova na kontrolo. Ampak ja, odkot izvira strah pred zobozdravnikom? Je to nekaj, kar dobimo v otroštvu? Težko je reči, kaj so sprožilci. Zato največ ljudi se boji, oziroma se vsi bojimo, bolečine in pa neznanega. In sicer tako, ko pridemo v ordinacijo, ne vemo, kaj nas čaka. In ta strah je zadnje čase, kolikor jaz opažam, bolj predominanten kot pa tisti strah zaradi same bolečine, ker vsak zdaj ve, da lahko delamo tudi neboleče, da lahko damo anestezijo. In potem se pridružijo še razni drugi strahovi. Imamo primarne strahove, imamo sekundarne strahove. Primarni so tisti, ko nam odreagira celo telo, ko srce začne bolj biti in pa pospešeno je dihanje, megla v glavi in težko skomuniciramo kaj. Potem so pa še pridruženi strahovi ali pa tisti, ki jih mi doma si sami naredimo. To pomeni, da so te strahovi, razmišljamo, kako bo potekalo, a bom našel, a bom zmogel časovno, a bom zmogel finančno. Večinoma se pa ne tičejo teh primarnih stimulusov, kot so recimo bolečina, ki je najpogostejša, potem je občutek izgube kontrole, vonji, zvoki, tako. Pripovedovali ste mi zgodbo o gospe, ki se je prav zvokov bala. Kako pa ste potem rešili to? Ja, to je bila ena moja dolgoletna pacientka in sem zadnje čase opažala, da je zelo hitro, ko smo končale, želela iz stola in se kar takole malo tresla vsakič zadnje čase in sem rekla, gospa, vam je bilo neprijetno? Sem rekla, vas je kaj bolelo? A kaj je bilo? Vidim, da vam je nelagodno. Je rekla, joj, zadnje čase sem zelo, zelo občutljiva zvoki. Prav zvoki. No in potem sva podebatirale, da obstajajo čepki za ušesa, da obstajajo, v bistvu se kupijo tudi lahko čepki, ki imajo različno redukcijo sluha oziroma zvokov. Tako da lahko si s temi pomagamo. Imamo tudi nekaj pacientov, ki jih je zelo strah in jim zelo pomaga, če si prinesejo ali muziko ali podcast ali karkoli na samem telefonu in imajo slušalke in mi medtem, ko delamo. Tako da zreduciramo. Drugače pa seveda, pri našem delu je dosti vibracij, sploh če delamo v zgornji čeljusti, se ti vibracije prenašajo preko čeljusti tudi direktno v možgane, mimo ušes, da tako rečem, ali pa sluha
preko ušes. Moj podcast lahko date vsakemu pacientu, ki pride za poslušati. Dogovorjeno. Se bo bolje počutil. Zobozdravstvo se je v zadnjih letih močno spremenilo. Včasih nas je res pri zobozdravniku bolj bolelo kot danes. Je tudi to verjetno tisto, kar naši generaciji še malo zazveni, joj, včasih je pa zelo bolelo. Praktično je lahko danes povsem najboleče. Z bolečino se ne srečamo prvič pri zobozdravniku, ampak kje drugje in vsi se je bojimo. Vsi se bojimo, predvsem tiste nepričakovane bolečine, ko ne vemo, kdaj bo zabolelo, koliko bo zabolelo, ali bo ta, ki nam povzroča bolečino, ali pa ta bolečina, ki nam je povzročena, lahko prekinila se takrat, ko ne zmoremo več. In to je tisti glavni primarni strah, ki se mu seveda pridruži ta občutek izgube kontrole. Tako da v bistvu strah vedno sestavlja, strah ni samo eden, ampak je en konglomerat ali pa en tak voz teh strahov in če jih uspemo dobro razčleniti skupaj s pacientom, potem smo kar na dobri poti. Prvi korak je torej, da vam pacient pove, mene je zelo strah. Ja. S tem začnete. Ja, mi imamo na vprašalniku o zdravju, tudi ko se obkroža, kaj vse, kot en opomnik, kaj vse je od splošnega zdravstvenega stanja, da mi moramo vedeti. Tudi ena je za odkljukati strah pred zobozdravnikom in marsikdo pove, da ne bi nam povedal, da ga je strah, če ne bi bilo tega na vprašalniku. Seveda, ker je lažje napisati kot povedati. Torej, ko vam pacient pove, česa ga je strah, potem vi ta strah naslovite in lahko potem nekako delate z njim. Ne? Če vi veste, česa ga je strah, potem mu lažje pomagate. Ja, običajno ocenim že po telesni govorici, nekateri ljudje pridejo borbeni, nekateri ljudje pridejo, kot da bo kdo glih kar pobegnil, nekateri bolj zmrznejo, nekateri se čisto klonijo, vi mi naredite vse, kar je za narediti, jaz nočem vedeti nič, nočem videti nič. To so tudi ponavadi pacienti, ki sploh, če govorijo o tistih 10 do 15% pacientov, ki jih je res hudo strah, tisti pacienti ponavadi si niti v usta ne upa sami sebi pogledati. Ja. Enkrat ste imeli eno gospo, ki je rekla, da bo zagotovo padla skupaj. Pa je res potem padla skupaj? Ta pacientka je prišla in je imela ves čas očesni kontakt močen z mano. In je rekla, veste, gospa doktor, jaz vedno padem skupaj. Se nekaj, ok, dobro, vas povabim na stol. In potem se ona meni še enkrat, gospa doktor, veste, brez izjeme, vedno padem skupaj. No in potem se jaz zapeljem stolom tako, da sem vis-a-vis nje, da se gledava na isti višini in razčlenva, kdaj se je to zgodilo, v katerih situacijah, kaj se je najbrž zgodilo. No, in potem so vmes dali anestezijo, smo upravili poseg, smo upravili administracijo in ona že na vratih drži kljuko in se obrne in prav, gospa, danes pa nisem skupaj padla. Tako da, ja, tudi se zgodi, da včasih, ali pa bom rekla največkrat spontano poteka. Jaz imam zdaj že toliko teh izkušenj z pacientov s strahom, da jih že po telesni govorici res veliko spoznam. Pa tudi vsak pacient mi nazaj da. Recimo, veliko izkušenj sem pridobila ravno iz konkretnih izkušenj. Čisto vsak reagira po svoje. Nista dva enaka in nimaš šolskega obiska pri zobozdravniku. Tako. Tudi tisti, ki misliš, da jih ni strah, eni z agresijo malo to pokažejo, eni pokažejo tako, da čisto zmrznejo. Celo sem imela eno pacientko, ki mi je sicer povedala, da jo je zelo strah in že pri pregledu, ko sem sam slino pihalna iz zobka, ona se meni popele dol po stolu in na koncu gor ostane, kot kakšen majhen otrok. Pa ste potem lahko rešili? Pa smo to rešili, ja, pa sva se pogovorili, ampak to je bilo še zelo na začetku, ko se nismo toliko ukvarjali, tudi ni se toliko govorilo o strahu. Danes so tudi raziskave, že veliko raziskav narejenih. In ravno zdaj v letu 2025 je bila ena raziskava, ki potrjuje ta moja opažanja in sicer, da je strah čisto individualen, da je sestavljen iz več komponent, da se te komponente včasih tudi premaknejo iz ene komponente ali pa iz enega odziva v drug odziv. Naprimer, sem imela enega gospoda, ki ni nikakor hotel, da mu v ustih kaj pokažem
in tudi veliko je imel zmeri zobnih oblog. In potem vztrajal pa je in je hodil in hodil in hodil. No in ko je bilo že par obiskov mimo, sem videla, da se je tudi ustna higiena izboljšala in da je tudi, ko sem mu vsakič ponudila, če mu lahko pokažem, kaj bova delala oziroma kaj sva naredila, je veliko spraševal in sva vse podebatirala in sem rekla, ampak vidim, da vas je pa še zmeri strah. Sem rekla, kaj pa je? Prav, izguba kontrole. Tako da je poslušal, kar sem mu povedala o strahu in je tudi ozavestil, v kateri fazi je pa zdaj. To je podoben strah kot na letalu, ne? Ko nimaš nobene kontrole, ko zaprejo vrata in rečeš, zdaj se moram pa prepustiti. To pa je zelo težko. Kaj pa ljudje, ki zaradi strahu ne obiskujejo zobozdravnika, seveda zamujajo dragocen čas, ko lahko težave odkrijete še v začetku? Ja, najbolj dragoceno je, da pride pacient, da prvič pride, da se oceni, kakšno je stanje. Tudi če pride samo na pogovor, samo na pregled, so pa to ljudje, ki sami sebe sabotirajo, da tako rečem. Ja. In sicer včasih se naroči, pa pol ne pride. Ali pa toliko zamudi, da upa, da ga ne bomo mogli več vzeti. To so te male samosabotaže. Takim ljudem bi jaz priporočala, da če so razvili take strategije vedenja, ker strah je eno tako primarno čustvo, na katerega smo razvili določene mehanizme, strategije vedenja, Tako. da se izognemo, ker bi morali pri strahu iti ven iz te cone obdobja. In te strategije je treba spremeniti. Naši možgani ni vedno, da je stimulus bil ravno nek slab dogodek pri zobozdravniku. Lahko je bil nekaj iz otroštva, recimo o tej gospe, ki sva prej govorili, ker ni skupaj padla, sta se potem pogovorila na naslednjem obisku, da ne razmisli, če je mogoče, kdaj v otroštvu doživela to, da ni bila videna, slišana oziroma da se ni počutila varno takrat, ko se je tisti dogodek zgodil in zdaj, ko če bi jaz odšla od stola, bi ona to isto občutila, in bi to bil ta sprožilec, ki bi sprožil ta strah. In vse je treba tako razmišljati in vse ta strah lahko vzamemo kot darilo, da razmislimo, kaj se je zgodilo, kaj me od teh komponent kaj mi sproži ta strah. Ja, res je. In potem razčleniš in ko ga razčleniš, se razblini. Ja, to je res lepo. Mene je zanimivo, mene je strah injekcije, ampak ne injekcije oboda. Mene je strah tega občutka, ko ga dobim po injekciji. Ni mi prijetno, ko se mi zdi, da ne bom mogla dihati. Pa sem odrasla, pa veliko hodim k zobozdravniku, ampak je to nekaj v meni, s čimer pa moram jaz res delati. Ja. In vidim, da se zadaj skrivajo drugi strahovi. Imate tudi vi izkušnje, še koga drug? Ima še kdo drug ta moj strah, ta občutek, ki ga dobiš v ustih, ko dobiš injekcijo? Ja, veliko. To zelo različno opisujejo, da samo tečence gledajo, kje je ogledalo. Eni rečejo, vse mrtvo imam, eni rečejo, nemo imam. Tako da ta občutek je zoperen, seveda je zoperen, vsak ga doživlja drugače, tudi pri vsaki anesteziji je lahko drugače, tako kot sem svoj primer povedala. Tako da to je pač nekaj, s čemer se je treba spoprijeti. Ja, res So je. pa nekateri pacienti, ki rajš nimajo injekcije, reče, rajš bom zdržal tistih par minut tiste zoprne bolečine, kot pa da mi date anestezijo. Ja. Zdaj, če je slučajno kakšna taka anestezija, da je vedno malo hujša reakcija ali pa da lahko tudi zamenjamo z drugim anestetikom, pa vidimo kaj, ali pa damo manj anestetika, ta hud občutek občasno največkrat povzroča ta adrenalin, ki je dodan anesteziji, zato da ta anestetik bolj lokalno deluje in je pol nekaj časa tak zoperen občutek. Tam, ko pričakujemo, da bi prijela tudi anestezija brez adrenalina, pa pol rajš damo nekaterim ali pa zmanjšamo količino tega adrenalina. Se pravi, anestezije, ki jo vbrizgamo. Nekako vsi vzroki za strah so nekako obvladljivi. Predvsem s pogovorom, z nekim načrtom, kako se boste lotili pač zdravja zob. Če dovolj zgodaj pride pacient, potem se da
zelo lepo v mirnih fazah, postopoma in po korakih iti, toliko kot pacient trenutno zmore. Zelo pomaga, če nekdo pride s tem pacientom, da mu nudi podporo, lahko je tudi v ordinaciji, pa na stolu sedi, ne na stolu v našem zobozdravniškem, ampak tam zraven v ordinaciji, za občutek varnosti, ne, in potem gremo, vse povemo, vse korake razložimo, tako da čisto, nekateri jih je toliko strah, da moraš čisto vsak korak povedati, kaj imaš v roki. Celo mi je ena gospa rekla, kaj ste neki čuden pogledala prej vmes. Ja. Ali je bilo kaj narobe. Ja. Ja. Seveda, strah ima res velike oči. Ja. Je pa zanimivo, ne, ker lahko potem tudi na otroke svoje vplivaš, ne, kako jim razložiš, da grejo zobozdravniku. Ne vem, mi smo od nekdaj doma, sem obe hčerki peljala potem na sladoled in smo si to zapomnili tudi po zimi. Me vpraša mlajša, a tudi zdaj gremo, čeprav je zima, absolutno, ne. Odlično. Tako da nekaj je potem na drugi strani, ne, ker vendarle je to pomembno. Ampak zdravje v ustih se pa začne s higieno ustno. Kako smo Slovenci z ustno higieno? Smo tako visoko, smo dobro, kot smo v drugih kazalcih pri zdravju? Jaz težko ocenim, lahko povem, kako je pri nas. Pri nas vsakič, kadar so obloge, vzpodbudimo ali pa opogumljamo paciente, da izboljšajo higieno. In moram reči, da s tem, ko se pri nekem pacientu s strahom recimo eliminira te kariese, ki so tudi rezervoar bakterij, da se več oblog tvori, in potem pozdravimo recimo parodontalno bolezen, če je prisotna, ne, takrat tudi potem vidimo, da tudi sami vidijo, da jim ustreza boljša higiena. Seveda je to proces, to ni, da boš od danes, ko sem ti jaz povedala, kako čistiti, pa do ne vem, naslednjega obiska znal idealno čistiti. Idealno ne čisti nobeden, tudi jaz ne. Tako da tudi jaz grem vsake toliko na čiščenje, zato ker so mesta, ki jih ne moreš doseči, ali pa ne veš, da jih nisi dosegel, tako da nič ni to narobe, da se vzpostavi kontrola čiščenja. Tudi pri teh pacientih s strahom, a ne je fino, če hodijo res redno na kontrole. Celo sem imela eno gospo, ki je sama prosila, da bi na 4 mesece hodila, tako da smo naredili kontrola čiščenje, kontrola čiščenje, dokler ni ona vzpostavila dobre higiene, in potem smo šli nazaj na pol leta. Pametno, ja. Kako si moramo pravilno čistiti zobe? Dobro je, da si očistimo vseh 5 ploskov zoba. Če je tole zob, ne, imamo grizno ploskov, imamo 2 stranski ploskvi, kjer medita 2 sosedna zoba, in imamo tisto, ki gleda na lice ali pa v usta. Ne. In vseh teh ploskov vse ta ploskve moramo dobro očistiti. Grizne ploskve in stranske ploskve, tiste, ki gledajo proti licu in proti ustom, lahko dobro očistimo z zobno ščetko, in tukaj so skoraj brez izjeme je kar zelo dobra higiena. Zaplete se pri medzobnih prostorih, ki jih je veliko težje čistiti, in so zelo težko dostopna za čiščenje. Še sploh, če se tako po ploskvi skupaj tiščijo, ne pa ko niso kontakti, ali pa če so zelo veliki te trikotniki vmes, ti medzobni prostori. Medzobne prostore čistimo z zobno nitko in pa z medzobno ščetko. Eno ni nadomestilo za drugo, zobno oboje pa treba pravilno uporabljati. Lahko si tako z nitko kot z medzobnimi ščetkami naredimo škodo. Zato je dobro, da je veliko tega na internetu, pa na teh socialnih medijih, teh navodil, si lahko pogledate. Če še ne gre, jaz opažam, da kljub temu, da si vse to pogledajo, kljub temu, da je veliko tega napisanega in naslikanega, je čist drugo, če ti narediš trening ustne higiene in nekomu to v ustih pokažeš. Recimo, jaz imam tako narejen, da imam kar PowerPoint in gremo pa čez PowerPoint, da vse povemo, kaj pomeni obloga, kako izgleda obloga, kaj se zgodi, če karies napreduje, da gre v zdravljenje koreninskih kanalov, da se lahko granulomi naredijo, kako se to pozdravi v parodontalni bolezni, in potem dobi vsak en set medzobnih ščetk, nitko poskusimo in vse se naučimo v ordinaciji. In moram reči, da takrat je pa res en velik preskok. No, za ilustracijo sem imela enega pacienta, bil tak hrust gospod, je bil velik, pride in jaz mu
rečem, da bi bilo dobro na zobnih oblogah malo narediti. In je rekel, da jaz mu že ne bom govorila, da on pa ne čisti zob. No, ampak je vsem prišel na trening, bil je mrk, bil je tih in sem nekaj tekala, ne bom več videla. Potem pa je rekel, potem pa pride na naslednji obisk, se postavi pred vrata, tako nad mano, tako, jaz sem bila tako čez majhna, in pravi, gospa doktor, oprostite, nisem vedel, da sem bil tak pacek. A res? Ja, to je bil en tak res, se mi zdi meni pohvala, da nekaj pa le dobro naredimo. Absolutno, Ja. absolutno. Je treba zobno to z interdentalno ščetko in zobno nitko in zjutraj in zvečer, ali je dovolj, če samo zvečer, vse pa si zjutraj samo umijemo zobe? Če je stabilno stanje, da ni vnetja, da dlesni pri čiščenju ne krvavijo, da niste nagnjeni k parodontalni bolezni, da niste nagnjeni k kariesu, je dovolj enkrat na dan zvečer, ker je ponoči manj sline, ki bi spirala in zaščitila zobe. Slina ima vlogo remineralizacijske tekočine, se pravi, kar se čez dan med hranjenjem kalcija izplavilo, potem slina tudi iz sline kalcij se nazaj v zobe vgradi. Ampak ponoči je sline manj in zato je važno, da je zvečer tista ta glavna in ta najboljša nega, kot jo zmorete. Zjutraj pa lahko osvežilno čiščenje za zobno ščetko, ampak naj bo pa res temeljita, no. Tako, ne tisto 2-krat potegniti pa gremo v službo, ker smo že z eno nogo v avtu, pa kje bomo otroke razložili. Na trgu je poplava različnih pripomočkov za zobe. Ali še vedno je dovolj ustrezna običajna zobna ščetka? Je potrebno si nabavljati te različne nove električne in tako? Kaj vi mislite? Mi smo vsi različno spretni. Treba je poskusiti. Fino je, jaz osebno imam rajši ročno ščetko, ker se mi zdi, da imam boljšo kontrolo nad čiščenjem, boljšo kontrolo nad plakom. So pa ljudje, ki niso toliko spretni, njim pa zelo dobro pomagajo zobne ščetke. Fino je, da so sonične, pri tistih, ki se glava vrti, rotacijskih, je treba zelo, zelo paziti, da z njimi ne odmikamo dlesni. Nobena električna ščetka, ne glede na to, ali je sonična ali je rotacijska, ne seže v medzobne prostore. Tako je. To je dokazano z raziskavami, seveda malo zvibrira to tekočino, ampak zobna obloga je pričvrščena na zob, treba jo je mehansko podrsati. Se pravi, ali z vlakni od zobne ščetke, ali z vlakni od medzobne ščetke, ali pa z zobno nitko. Zakaj zobna nitka in medzobna ščetka nista nadomestila ena za drugo? Zato, ker tam, kjer se zoba skupaj tiščita, tam noter medzobna ščetka ne seže. Tam dobro pobere oblogo, premakne zobna nitka. Medtem ko v teh trikotničkih med zobmi, ki starejši, ki smo večji, so ti trikotnički. Tukaj pa medzobna ščetka mora biti tako velika, da zapolni ves medzobni prostor, ne sme pa žica drsati po zobeh. Zato, ker si lahko potem poškodbo naredimo, če smo preintenzivni. Včasih je kdo tako navdušen, pa pol vidim, da ima ali nitko nepravilno uporablja, ali medzobno ščetko in seveda to takoj ustavimo. Vse zato je res dobro, da lahko pri vas pacient na primer to pogleda, da prav vidiš, kaj je za tvoje zobe, ker mislim, veliko je teh pripomočkov, človek se to včasih ne znajde. Veliko jih je, ni moj namen, da vam pa zdaj predstavim. Jaz sem predstavila vse, kar obstaja, potem pa imamo eno zobno ščetko, en set medzobnih ščetk, se pravi, treba je vedeti, koliko je velik medzobni prostor, tako da en človek za sebe uporablja 2 do 3 različne velikosti medzobnih ščetk. S tem, da pri ženskah se nam to kar precej spreminja zaradi te hormonske bibavice, tako da je treba prilagajati sproti, saj se vidi. Jaz predlagam, da ima vsak en set doma, pa ga ima za kalibriranje, da vidimo, kam gre katera in potem tisto barvo kupi. Tudi pri zobnih ščetkah, mehka, ne mehka. Standarda za mehkobo ni.
ne obstaja. Tako da vsaka firma si po svoje razporedi, kako bo poimenovala, koliko mehka je ščetka. Jaz predlagam, da se vzame srednja ščetka, naj bo glava dosti kratka, ne široka, ampak na koncu zožena, zato da lahko te zadnje predele dobro dostopamo. In treba je prav z njo delati. A ne? Ja, gotovo. Tako da. Na koliko časa pa moramo hoditi na kontrole, če nimamo seveda vmes kakih bolečin, težav? Tako po doktrini kot izkustveno iz moje ordinacije vidim, da je pol leta tista doba. Včasih smo pošiljali kontrole, pa potem so se odzvali ali pa se niso odzvali. Pol pa, ko je GDBR prišel, nismo mogli več vabil pošiljati, smo pa začeli kar čez pol leta ponuditi datum. In moram reči, da tudi tisti, ki od začetka niso želeli datuma, že čez pol leta so ugotovili, da je pravzaprav fino, da imaš že kar datum, ker veš, da boš spet šel. To je tudi psihološko dobro, zato ker raziskave so pokazale, pravzaprav delali so te raziskave Švedi, oni pa na 3 mesece naročajo paciente. In sicer zakaj? Zato, ker so študije njim pokazale, da polovico tega časa si še zelo motiviran za čiščenje, zato ker si ravnokar bil pri zobozdravniku, potem drugo polovico si pa spet motiviran, ker veš, da boš spet šel. Ja, pametno, ja. Kolikokrat pa, na primer, je priporočljivo, da se slikajo vsi zobje? Je tako sevanje, na primer, lahko nevarno? Ali je to, se vam zdi dobro, da človek, ne vem, enkrat na leto, 2 leti opravi ta ortopan? Tudi to čisto individualno prilagajamo, a ne nekdo, ki nima ploskovnih kontaktov, ki nima oblog, ki je vse dobro ali pa večino stvari dobro vidnih, potem se priporoča to veliko sliko, se reče rentgen ortopan, ali pa panoramska slika, nekateri rečejo, tako enkrat na 5 let. Ne? Zdaj pa, če je nekdo na novo prišel, pa smo veliko delali, pa recimo v letu ali pa v letu pa pol končan, potem spet damo en ortopan narediti, da vidimo, ali je vse okej, ali se je kje kaj pojavilo, ali kakšen zob potihoma odmrl. To je ene vrste slikanje, ki je eno tako orientacijsko, kjer so tudi čeljusti, sinusi in tako naprej. Ne? Tam lahko tudi vidimo, če recimo kak zob odmrl ali pa granulom, pa da je recimo nič ni videti na rentgenu okrog zoba, je pa recimo sluznica zadebeljena na sinusih. Potem imamo rentgensko slikanje, rentgen lokalno rečemo, kjer je celo korenino, to rabimo, kadar bomo tudi kaj na korenini delali, pa preverjamo, ali je bilo uspešno zdravljenje, ali je poka zoba, ali je mogoče granulom. Potem imamo pa še eno slikanje, ki se imenuje bite wing tehnika zagriznih krilc, kjer so pa ponavadi 4 do 6 slik, ki se pa poslikajo samo zobne krone hkrati, zgornjih in spodnjih zob, in se vidijo te na kontaktih karije. Se skušajo poslikati tako, da se čim manj zobje med seboj prekrivajo, kar na ortopanu se, pa te diagnostika ni popolna. Potem pa, če še kaj res posebnega, kakšno cistosumo ali kaj posebnega, pa dentalni CT, to je pa 3D slikanje. Včasih pa čisto nič od tega ne pokaže čisto zares, ampak izkušen zobozdravnik reče, tole mi je pa nekaj sumljivega. Ne? V bistvu je neka kombinacija vedno. Vedno je kombinacija, tudi vedno rentgen ne pokaže vseh karisov ali pa vseh sprememb. Lahko se skrivajo za korenino, lahko se glih toliko prekrivajo, pa tudi kariesi, ki so manjši od 3 mm v premeru, jih dostikrat rentgen ne pokaže. Jaz sem zelo sladkosneda. Bi mi svetovali, da pa vsakič, ko zaužijem nekaj sladkega, da si saj sperem zobe? Sperete usta, ne pa ščetka. 20 minut prej pa po hranjenju ne ščetkamo, ker sladkor ali pa karkoli pojemo, tudi če je sadje, naredi kislo okolje v ustih in potem rabi slina nekaj časa, da ta pH uravna. Tako da, 20 minut po hrani potem. Tudi po hrani, ja. Zanimivo. Bi pa priporočala, da se te sladke dobrote priključijo glavnim obrokom, zato da ima vmes čas slina to urediti. Se pravi, po vsakem obroku in potem še vmes, je zdravnica rekla, da lahko jem sladko. Poveva za konec, kaj bi rekli tistim, ki naj jo danes poslušajo in imajo strah pred zobozdravnikom? Strniva nekaj prijaznih misli za njih. Potrebno se je odločiti. Potrebno je preiti ta svoj strah, poriniti. Tako, kot se reče, ko gre letalo, gre zrak proti njemu, ampak letalo ravno zato
leti, ker je izpodrinil zrak. A ne? In ko mi porinemo čez tisto cono obdobja, se začnejo stvari dogajati. A ne? Vzemite to kot en projekt. A ne? Zato, da ko se prvič pride, pa se drugič pride, pa se prilagodi ta terapija, pa se tempo prilagodi, tudi z manjšimi stvarmi se začne. Če se ne hodi, so lahko neprijetne posledice. Takrat, ko se pride ob hudi bolečini, je včasih težko reševati. Najhujše bi mogoče, ni ravno prijazna misel, ampak vseeno, bi opozorila na 2 stvari, ki sta lahko v ustih zelo narobe, ki pa res zahtevata hudo urgenco. Uteklina na obrazu, ki gre na oko. Ja. Pol ure pritiska na vidni živec lahko pomeni slepoto. Tam ni začakati. Ko zatekate v zgornjem delu v čeljusti, v zgornji čeljusti, je treba kar iti. Drugo pa je, večinoma pri spodnjih zobeh te uteklina se lahko širi med mišice in med fascije noter proti grlu in nastane, imenuje se angina ludovici, ko zapre dihalne poti, lahko tudi to je kar dosti urgentno stanje. Tako je. Pa še zanimivo je to, da v bistvu se res zdravje začne v ustih, ne? Skozi usta gre vse, tako se začne. Skozi prehrano, tako. S komunikacijo, velik napredek je komunikacija. Prej je bilo bolj, bom rekla, še kot sem jaz doživljala, vedno je bilo z pozicije moči. Ne? So rekle zdravnice prej, ampak to je bilo zaradi neznanja komunikacije, pa tudi ne vem, tako so te naučili, a ne, danes je pa veliko tega, te komunikacije čisto drugačne, a ne. Danes tudi več vemo o strahu, vse je bolj raziskano in vemo, da je to simptom, strah je simptom za nek trigger, nek sprožilec in če se to razišče, se lažje to preide. Sigurno. Ampak če ne pride pacient, mu ne moramo pomagati. Potem so pa še ena skupina pacientov, ki pa si naredijo en svoj film v glavi, a ne? In mislijo, to mi povzroča to mi povzroča to mi povzroča to. In zelo težko zaobidaš te njihove vzorce razmišljanja, da to pa ne poteka tako, kot so oni si to predstavljajo. A ne? Te nam uidejo, a ne? Te pacienti nam uidejo. Potem je tudi ena taka, bom rekla, vedenje, ki se dostikrat pojavi, da pride pacient pa prav ta točno poimensko povejo, ta zobozdravnik mi je to narobe naredil, tam je to narobe, pa gledaš ortopan, pa ne vidiš, da bi bilo strokovno kaj narobe narejeno, ampak to je strategija vedenja, zato da se izogneš obiska zobozdravnika. Res. Najlepša hvala, vse dobro vam in vašim pacientom. Hvala. Strah pred zobozdravnikom je resničen in ga ne smemo podcenjevati. A pomembno sporočilo današnjega pogovora je, da se ga da omiliti. Prvi korak je, da ga človek prizna in o njem spregovori. Zato ne čakajmo na bolečino. Skrb za zobe ni samo skrb za lep nasmeh, ampak za zdravje celotnega telesa. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.